Ja, lep pozdrav še z mojim imenom. Jaz sem napravil kratko prezentacijo, kako so se razmere odvijale v tujini, predvsem s poudarkom na to, kako se, kar sem jaz s podatkov, ko sem jih dobil oziroma poiskal razvid, kako se je v principu že začela proizvodnja seliti. Študije so pokazale oziroma napovedovale, da bo se v bistvu proizvodnja mleka, tudi glede na teh vremenskih nevšečnosti, ki bo izmeraj pogostejše, da se bo ta začela preseljevati na območja, ki so bolj primerna za predelavo mleka. No, pojdimo najprej na cene. Tole imamo ceno desno spodaj, ki je aktualna, se pravi aprilska cena 27,27 centov za kilogram mleka in projekcija za maj, ki še sicer ni uradna, ampak to je nekje ocena komisije, da bo tudi za maj, da bo ta cena nižja. Zdaj ta pot, ki jo je cena naredila, se pravi od novembra 2014, ko so se na evropski nivoju začele cene zniževati, je v bistvu za eno manjšo izjemo, ki je bila lani jeseni v principu več ali manj strmo padala. Cena se je na področju EU-ja v povprečju znižala za nekje 32,2%, s tem, da so kar precejšnje razlike med državami članic. Tako imamo na vrhu lestvice Litvo pa Irsko, kjer se je cena v bistvu skoraj prepolovila z 46 oziroma 47% nižja cena. Na drugem koncu imamo pa rečemo Ciper, ki jo je kriza komaj oplazila, pa tudi Grčija in Malta z nekje 13-15% niso bile toliko prizadete. Je pa res, da so to bolj mlečni eksoti. Rečemo, kar se tiče močnejših držav na področju mleka, naprimer Francija tudi ni bila toliko prizadeta ali pa Italija z nekje 20%. No, Slovenija pa tle nekje v povprečju z, bi rekel, malo nad evropskim povprečjem z 32,9%. Zdaj, razlogi, se jih nimam kaj ponavljati, se so že bile navedeni. Eno je bilo manjše povpraševanje na trgu, strani Kitajske in tudi seveda najbolj ključen, ki je v bistvu sprožil ta stampede nižanja odkupnih cen, je bil v bistvu ruski embargo. Na drugi strani pa seveda povečane količine mleka na trgu, na to bom prišel še malo kasneje. Tule en graf, ki prikazuje trgovanje z mlečnimi izdelki z Rusko federacijo oziroma celotni izvoz Evropske unije in deleži ti rdečih črtah, ti rdeči prečke prikazujejo, kakšen je bil delež tega trgovanja z Rusijo. Tule opazujemo, da je v bistvu z embargom je predvsem živilska industrija in tu seveda tudi kmetijstvo zadan kar precejšno dar. Saj se tretjina sira, ki ga EU izvažala, in EU je najmočnejši izvoznik sira na svetu, je šel na ruski trg. Ravno tako pri maslu več kot četrtina izvoza masla je šla v Rusijo in tako naprej. Je seveda takrat, ampak komisija je v bistvu takrat začela iskati poti, kako bi zaobšla ta embargo, ker konec koncev tudi Rusija je rabila to mleko, je bila odvisna od tega in začela iskati na drugih trgih, kar je seveda malo količine in komisija je začela aktivno iskati trge, predvsem na azijskih trgih. Seveda se tudi v bistvu naš ministrstvo je uspelo urediti dostop do kitajskih trgov, tako da z tega vidika, če gledamo podatke, se v bistvu izvoz mlečnih izdelkov začel spet povečevati, se pravi na področju masla, tule levi graf zgoraj se je povečal iz 2015 na 2016, se pravi v dobi januarja, april za tretjino, ravno tako izvoz sira za 14%, polnomasno mleko v prahu, edino pri posnetem mleku v prahu je ena rahla stagnacija, ampak se kaže na bolje. Tudi sicer, kar je v bistvu razveseljivo, da je tudi Kitajska začela povečano uvažati, se pravi, tiste njene zaloge so se začele manj zvrševati, ima spet povpraševanje po mlečnih izdelkih in tem desnem grafu spodaj se vidi, da so začeli kar krepko povečevati uvoz mlečnih izdelkov, tudi iz Evropske unije. Zdaj, kaj pa s količina mleka? V letu 2015 je v Evropski uniji bilo odkupljenih preko 151 milijonov ton mlečnih izdelkov. In jaz sem tukaj vzel primerjavo za 10 let nazaj, da ne samo, kaj se je dogajalo po ukinitvi kvot, ampak načeloma, kaj se dogaja z proizvodnjo mleka v Evropski uniji. Sprav leta 2006 je bila proizvodnja oziroma proizvodnja znašala 133 milijonov ton.
To je v principu povečanje za 14% v 10 letih. In če ta graf pogledamo, kako se je ta dvig proizvodnje povečal, vidimo, da je v bistvu najpomembnejši sunek proizvodnje se odvijal v zadnjih 2-3 letih, ko so se začele najavljati oziroma ko je bila ukinitev kvot v bistvu na dosegu rok in po tem roku. Zdaj, seveda me pa zanima, kako se je pa ta povečanje količin začelo obnašati po posameznih državah članicah. Tukaj vidimo, da je zelo velik razkorak. Imamo na eni strani Belgijo, ki je v zadnjih 10 letih povečala proizvodnjo mleka za 40%, pa na drugem koncu eno Bolgarijo, ki je pa skoraj za toliko zmanjšala. Mi smo pa seveda potem res one velikane, kot naprej Nizozemska, ki je za četrtino povečala. Nemčija za 19%, prejče, kot sem prej omenil, 14% narast na območju Evropske unije, pa nekje Slovenija, to je ta debela črna črta, nekje 8% v zadnjih 10 letih povečala proizvodnjo. Tukaj sem poleg vzel, kje so tisti, bi rekel, zmagovalci kvot. Se pravi, na prvem mestu, kot sem prej omenil, Belgija, potem je Latvija s 36%, no tu pa sledi Luksemburg, Irska, Nizozemska, Poljska in Nemčija. Zdaj pa seveda ena Latvija s svojimi 36% povečanja ne more tukaj na trg vplivati, ko je ena Nemčija, ko ima pol manjše povečanje, kar se deleža tiče. In sem jaz pol pogledal, kakšen je pa to v količini znese. In tle je seveda daleč od sprejeti Nemčija, ki je v zadnjih 10 letih povečala proizvodnjo za 5 milijonov ton. To je v bistvu skoraj za 10-krat Slovenije. Pa Nizozemska 2,7 milijona ton, Francija, Poljska in tako naprej. In če tle pogledamo te države, kjer so zdaj naštete, imamo Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg je bil omenjen, ki je za 30% povečal proizvodnjo, Francijo, Poljsko in tle vidimo dejansko, da se zadeva začela koncentrirati tule na tem severozahodnem delu, bi rekel, plodne Evrope. Zdaj, kaj pa drug konec lestvice? Imamo pa naprimer Bolgarijo, ki je zmanjšala za 36%, Hrvati za 20%, ravno tako Romuniji, Grki, Slovaška, no Švedska me presenetila, nje se je tudi zmanjšala za 6%, ampak tukaj pa vidimo, da je, če vzamemo Švedsko, v bistvu se vsa proizvodnja v bistvu zmanjšuje na Balkanu. Tudi Madžarska, rečemo, če tle jo not v paket potegnem, je sicer imela v 2015 povečano večje pozornost, ampak je pa njej tudi začel stagnirati. V bistvu v zadnjih 2 letih so uspeli povečati proizvodnjo. No, se pa zadeva z odkupom mleka se počasi umirja, se pravi zadnji podatki za letos kaže na to, da se je v bistvu z marca na april, da se proizvodnja ni več toliko povečala, se pravi kmetje zmanjšujejo proizvodnjo teh viškov in pričakujem, da zdaj v naslednjih mesecih, da se bo proizvodnja spustila pod nivo v letu 2015. To rečemo tak podatek, ki bi rekel, so imeli tle, bi rekel, pridelovalci mleka malo sreče v nesreči. Eno je tečajna razlika, ki je bila zelo nizka in je v bistvu omogočala ne tukaj našem, ampak vsaj tujim mlekarnam, da so lahko pospešeno in konkurenčno izvažali na tretje trga. Drugo je pa nizka cena energentov, predvsem nafte, ki se je v zadnjih 2 letih v bistvu gibala na zelo nizkem nivoju. No, tale graf prikazuje pa zadnjih 15 let, kako se je gibala cena mleka, odkupna poprečna, in kako se je gibala cena mleka preračunana iz mleka v prahu in masla, se pravi teh borznih cen. In tle lahko iz tega vidimo, da v bistvu so si z manjšim zamikom si grejo te dve cene z roko v roko. Se pravi, če na borzah, bi rekel, je Pojenja prodaja oziroma Šepa prodaja masla in mleka v prahu, pa tudi na dolgi rok oziroma prej ali slej tudi cena mleka pada. In tle v bistvu imam malo upanje, ker cena masla in mleka v prahu so začele v zadnjih časih, v zadnjih tednih uspešno v bistvu se spet popravljati in z tega vidika mislim, da so mogla tudi cena mleka, odkupna cena mleka popraviti. Tudi kotizacija na borzah, spot marketih počasi nakazuje na to, da gre počasno zgor. Seveda je pa vprašanje, tole pa gibanje teh pogodbenih količin oziroma pogodbenih cen strani Fonterre, ki tudi nakazuje na koncu, da v bistvu od marca naprej so bolj ali manj so zadeve v porastu. Seveda pa vprašanje zdaj, kako dolgo bo ta trend trajal, če ne bo spet kaj, bi rekel, na trgih narobe. Drugič seveda, koliko se bo cena spet
Koliko se bo uspela dvigniti, da bo reja spet donosna, so pa seveda druge, bi rekel, nevarnosti, ki se tičejo trga. Se pravi, kaj se bo s ceno nafte dogajalo. Vemo, da cena nafte zdaj zadnje cajte kar naprej raste, kar je posledica tudi, da so se finančna kriza malo otresli in da so v bistvu gospodarstvo zagona. Zdaj, tečajne razlike, vemo, da spet evro počasi raste, ampak dobro, zdaj Brexit je saj to svoje naredil in je vse skupaj malo umiro, ampak seveda, tečajne razlike bo seveda tudi na veliko pripomogla, koliko bojo lahko mlekarne v tujini napravile prometa z mlečnimi izdelki. Potem čakajo nas trgovski sporazum oziroma kaj bo z njih ratalo. CETA, vemo, ta sporazum s Kanado je že v Evropskem parlamentu in je velika diskusija. Juncker, se pravi Evropski komisar, pravi, da hoče na vsak način ta dogovor skozi spraviti. Zdaj smo v sred dogovarjanja s TTIP-om, se pravi s tem dogovorom z Združenimi državami Amerike, tle tudi, ker se v bistvu veliko skriva, tudi ne vem točno, kaj bo to prineslo. In seveda ruski embargo. Vemo, da so zdaj zadevo podaljšali, je pa en zanimiv podatek, ki sem ga pa včeraj bral, Rusim fali 8 milijonov ton mleka. In na račun tega so mlekarne začele prav, bi rekel, z malverzacijami potvarjati mleko s tem, da v njega vsiplajo tako baje apnenec, kot baje cement, kot ne vem, v bistvu tam je resen varen mlečni proizvod zdaj v Rusiji dobiti je v bistvu prava loterija. Ker mlekarne nimajo konkurence praktično, ne rabijo delati nič na kakovosti, nič na promociji, ne na nič, ker je povpraševanje tukaj veliko, da se v principu vse kupi, proda se pa svašta. Ne govorim, da nima veze z mlekom, še za zdravje nevarno. Toliko z moje strani, no za zaključek sem pa v bistvu čisto iz moje radovednosti sem pa napravil en graf, kako so se gibale cena, odkupna cena mleka in kako so se gibale cene mlečnih proizvodov. In tle je stvar, se pravi tale črna stopničasta krivulja prikazuje ceno, odkupno ceno mleka. Tele, bi rekel, te bolj cikcakaste so pa se pravi maslo, ta rdeča je jogurt, zelena je sir, malo prikazuje, kako se v bistvu ta sorazmerje med odkupno ceno mleka pri kmetu, pa kako se to pa na ceni mlečnega izdelka pozna. Sicer neka korelacija, ampak nekak je pa, to je v bistvu glede na izhodno leto 2012, se pravi, to niso dejanske cene, ampak delež oziroma procent, koliko so se v določenem obdobju dvignile ali pa spustile cene. Tako da, tako za razmislek. Hvala lepa.